8 evropskih reprezentanc ima podaljšano nogometno jesen, med njimi tudi slovenska, in z novinarsko konferenco selektorja Srečka Katanca se je začelo sklepno odštevanje do novega vrhunskega nogometnega dogodka. Prvič je potekala v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu, kjer je novi sedež Nogometne zveze Slovenije in kjer se bo v ponedeljek zbrala tudi reprezentanca. Na seznamu povabljenih ni novih imen, so pa povratniki Siniša Anđelković, Benjamin Verbič in Mišo Brečko. Dvakrat ni bil z nami, mislim, da so to tekme, kjer potrebujemo izkušene fante, to so zelo specifične tekme, 2 v 3 dneh, tako da mislim, da nam Mišo na teh 2 tekmah lahko pomaga. Selektor Katanec bo taktične zamisli uigraval na 4 treningih na Brdu, na igrišču, ki so ga reprezentantje spoznali že na pripravah na oktobrski tekmi. V Ukrajino bodo odpotovali v petek in zvečer že preizkusili tudi zelenico Arene Lvov. Selektor je Ukrajince preučil do potankosti. Krasi jih predvsem en podatek je zelo važen, da so prejeli samo 4 zadetke, tako da so kompaktna ekipa, čvrsta, tehnično dovršena, tako da imajo tudi 2 ekipe, kar se tiče, igrajo Champions League, mislim, da kar vsako leto. Tako da spoštovanja vredna ekipa, tako da se bomo morali izredno dobro pripraviti. Podrobnosti priprav in taktične rešitve ter tudi morebitne zanke za tekmeca Fomenka na ukrajinski klopi so seveda stvar strokovnega štaba naše izbrane vrste. Z javnostjo selektor Katanec deli nekaj splošnih in znanih dejstev. Morali bomo biti pravi, morali bomo imeti sreče v danem trenutku. Tako da, če pa analiziram zdaj njih pa nas, lahko povem to samo, da sem optimist zaradi tega, ker mi smo pa na več ali manj vseh tekmah zabili gol, tako da je lahko tudi njih na nek način so lahko zaskrbljeni, ker mi smo zabili Angležom, mi smo zabili Švicarjem, mi smo samo zabili gola v gosteh proti Estoniji na prvi tekmi, tako da imamo tudi mi neke stvari, ki nasprotnikom očitno, da ne pašejo. To je čista statistika. Ampak statistika je seveda posebna zgodba, tako kot tudi FIFIna lestvica, na kateri je Ukrajina 36 mest više od Slovenije. Katanec je prepričan, da se v okviru priprav na takšni tekmi, kot sta dodatni kvalifikacijski, ne gre preveč ozirati na številke. To sem rekel, da me ne zanima. Dajte, verjetno bi bili tam ene 30 ali pa 20, če bi si prijateljske tekme zbirali, pa smo igrali močnejše tekme, zato pa smo tam. Tako da ne bo, lestvica FIFA ne bo igrala čez 14. in 17. lestvica FIFA ne igra, če pa malo spremljate tuje časopise, če berete, spremljate, pol veste, da je okrog te lestvice FIFA, da je to polemik, da je absolutno absurdna in nima veze nobene. Na podoben način selektor odgovarja tudi na izbiro prizorišča povratne tekme z Ukrajino, ki bo 17. novembra v Ljudskem vrtu. Jaz sem povedal, da meni popolnoma vseeno, kje igramo, dejansko je pa statistika ta, ki pove, da z mano na čelu na reprezentance smo tam zmagali 3 tekme, tako da to so neki razlogi, ki seveda se odločiš, tako da jaz pa še enkrat pravim, nimam osebno nič proti Štajercem, če ima kdo z tistega konca kaj proti meni, v redu, tako da brez problema. Želel pa si bi seveda, da v Mariboru dejansko na teh tekmah da ljudje pridejo, da dejansko bomo bili v problemih, absolutno, in če bo v danem trenutku podpora tribun taka, kakor mora biti, bo veliko lažje fantom. In še zanimiva tema, ki je sicer zgolj posredno povezana z nogometom. To je splošno vzdušje v Sloveniji, ki je zagotovo drugačno, kot je bilo leta 1999, ko sta se Slovenija in Ukrajina potegovali za evropsko prvenstvo v Belgiji in na Nizozemskem. Klima generalno ljudi v Sloveniji je bila veliko bolj pozitivna, kot je v tem trenutku, in jaz upam, da bo, in močno si želim samo zaradi tega, ne samo zaradi tega pa še zaradi česa drugega, da uspeh slovenske nogometne reprezentance spet pripelje ljudi k malo boljši volji. V soboto bo na tribunah Arene Lvov našo izbrano vrsto bodrilo okrog 500 navijačev. Tekma se bo začela ob 18. po slovenskem času.
Reprezentanci sta doslej odigrali 4 medsebojne tekme, Slovenija pa še ni bila poražena, ima 2 zmagi in 2 remija.